stoično, medtem ko ga kamere obkrožajo pred zvezdnim sodiščem v Miamiju. To je 16-letni Timothy Hudson obtožen, da je ubil in spolno napadal svojo polsestro na križarki družbe Carnival. Do danes je bil Timothy Hudson na prostosti. Obtožen je, da je zadavil 18-letno Anno Kepner v njuni kabini, medtem ko sta bila lani skupaj na družinskem križarjenju. Odmevna odločitev, ki jo je danes v sodni dvorani sprejel sodnik o tem, ali se lahko Hudson vrne domov. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Hej fantje, na hitro, preden začnemo s to epizodo On The Case, vam želim povedati o tej brezplačni aplikaciji Upside. Z njo dobite denar nazaj pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je kaj naredite. Brezplačno prenesite aplikacijo Upside, izberite ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij, nato pa plačajte kot običajno svojo kartico. Potem potrdite nakup in dobite denar nazaj. Recimo, da potrebujem gorivo ali pa želim nekega večera naročiti hrano za seboj. Poiščem ponudbe v aplikaciji Upside. Potem, ko opravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji in ga preprosto prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki aplikacije Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Torej, da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo OTC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Zvezdni sodnik v Miamiju je danes sprejel pomembno odločitev v primeru Anne Kepner. Ona je žrtev v tej zgodbi. 18-letno dekle, ki bi zdaj zaključila srednjo šolo, če ne bi domnevno ubil njen polbrat. Tisti fant, ki je danes na sodišču, mu sodijo kot odraslemu in če bo spoznan za krivega resnično grozljivih obtožb, bi lahko preživel desetletja v zaporu. In danes je ta zgodba dobila še en velik preobrat. Torej, to je posnetek Timothyja Hudsona, 16 let, ko je danes zjutraj vstopil na zvezdno sodišče v Miamiju in kot lahko vidite, ni pokazal veliko čustev. Oči je držal uprte naprej, medtem ko so ga obkrožale kamere. Ob njem je bil njegov oče, ki je sina pospremil skozi vrata sodišča. Zdaj o tem, ali sta danes lahko skupaj zapustila sodišče ali ne, bomo govorili čez trenutek. Ampak morate razumeti, s čim se ta 16-letnik sooča. Obtožbe umora in hujše spolne zlorabe zaradi tega, kar naj bi storil svoji sestri po očimu oziroma mačehi. To so nekateri skici, ki smo jih pravkar prejeli z tega pripornega naroka. To je Timothy na zvezdnem sodišču danes. To zaslišanje je bilo namenjeno odločitvi, ali naj ostane v priporu pred sojenjem ali ne. Kamere na zvezdnem sodišču niso dovoljene. Zdaj imamo v sodni dvorani tudi našega poročevalca Nika Papantonisa iz WFTV, ki se nam bo pridružil v trenutku in razložil, kaj se je zgodilo ter kaj to pomeni za ta primer v prihodnje. Z njim bomo govorili čez trenutek. Do zdaj je bil Timothy Hudson na prostosti brez nadzora. Morda se spomnite, da je bil na začetku v tem primeru Timothy Hudson obtožen kot mladoletnik zaradi svoje starosti in mu je bilo dovoljeno živeti pri svojem stricu, medtem ko se je njegov primer obravnaval na sodišču. Zdaj pa mu sodijo kot odraslemu. Danes so tožilci sodnika prosili, naj Timothyja pošlje v pripor pred sojenjem. In Timothyju zdaj grozi veliko hujša kazen, če bi bil spoznan za krivega teh obtožb. Preden ponovno pridemo do tega, kaj je sodnik odločil, želim razložiti, česa je obtožen in kako smo prišli do te točke. Začeti moramo z Anno Kepner, ki je Timothyjeva sestra po očimu oziroma mačehi, ženska v središču tega primera. Oba sta bila s svojo družino na tem križarjenju. To naj bi bil začetek nove družinske tradicije, praznovanje te sestavljene družine, ki se je zbrala skupaj. To križarjenje je trajalo približno en teden. Odhod je bil iz Miamija, nato pa so obiskali nekaj destinacij na Karibih. Potem naj bi se vrnili v Miami. Ta družina se je združila zaradi Aninega očeta in mame Timothyja Hudsona. Družinska dinamika v tej zgodbi je zelo pomembna. Torej imamo Chrisa Kepnerja, Aninega očeta, ki se poroči z žensko po imenu Chantel Hudson, ki se zdaj piše Chantel Kepner, in ona je mama Timothyja Hudsona. Do zdaj je bilo veliko razprav o tem, kakšen je bil Anin odnos s Timothyjem Hudsonom pred njeno smrtjo. Anini stari starši so za ABC News povedali, da sta bila, citiram, kot dva graha v stroku. Rekli so, da sta imela resnično bratsko-sestrski odnos. Potem pa so tu še ljudje, kot je Anin bivši fant, ki je dejal, da je bilo to zelo daleč od resnice. Tukaj je, kar je povedal za medijsko hišo Space Coast Rocket. Povej mi, zakaj?
Bilo je sumljivo, ker sem vedela, da je to naredil brat. In slišala sem njegove korake, kako je tekel po hiši, veš, ker so ga ujeli. Torej, tukaj imate to zaskrbljujočo anekdoto, ki jo navaja o tem, kakšen naj bi bil Hudson v bližini Ane Kepner. In domnevno naj bi Timothy in Ana skupaj delila sobo na tej ladji. Do aprila letos nismo imeli veliko uradnih informacij o tem, kje je bila preiskava glede Anine smrti, ker je bil primer proti Hudsonu zapečaten. Od takrat pa smo izvedeli veliko več informacij prek spora za skrbništvo, ki se je odvijal na družinskem sodišču, kjer so dovoljene kamere in v katerega sta bila vpletena Chantal Kepner, ki je mati Timothya Hudsona, in njen bivši mož. Njen bivši mož je po smrti Ane Kepner obtožil Chantal, da ima, citiram, neprimerno nastanitev na ladji. Chantal Hudson je bil njen bivši mož prav tako obtožil, citiram, nepravilnega ravnanja z zdravili v zvezi s Timothyjem. Na zaslišanju o skrbništvu je Chantal povedala tole. In pomembno je, da to slišite, ker bi to lahko imelo vlogo pri Timothyjevi obrambi, če bo primer prišel na sojenje. Kar se tiče Timothyja, ali ima kakšne diagnoze? Ima ADHD. In kako dolgo ima že diagnozo ADHD? Približno 3 ali 4 leta. Je bilo po vašem razhodu od gospoda Hudsona, pravilno? Približno v tem času, ja. In ali prejema zdravila za svoj ADHD? Da jih. In katera zdravila je jemal za to? Methylphenidate BI. Izgovorite to zame, prosim. Sporočite mi, če veste. Metilfenal. Metilfenidat. Ne poznam črkovanja. V redu. Blagovna znamka je Koncerta. V redu, hvala. In kako pogosto bi Timotej jemal to zdravilo? Vsako jutro. In ali je vzel zdravilo s seboj na križarjenje? Da. Po noči vzame tudi tableto. Tisto zdravilo? Ne, to je Claudine. Zakaj je to? Nespečnost. Si obdržal zdravila? Da. Si poskrbel, da je vsak dan vzel zdravila? Vsako jutro je vzel svojo tableto, po noči pa je izpustil 2 odmerka klonidina. Tudi količino si obdržal. Tako je. Ja, oprosti. In kaj misliš s tem, da je izpustil odmerek? Kaj se je tam zgodilo? Šel je spat, preden ga je dobil. Že je spal. Tudi tisto četrtkovo noč? Ne, v četrtek zvečer ni ga dobil. Dospala sem, preden je on. Samo da se prepričam, da prav razumem, gospa. Med križarjenjem je 2-krat izpustil tisto večerno zdravilo. Eno od noči je bilo zato, ker je zaspal, preden je vzel zdravila. Drugič pa se je to zgodilo prejšnjo noč. Pravilno. Zaspala sem, preden je on. Zaspala, tako da ni dobil zdravila to noč. Ja, ni ga prejel pred prihodom. Incident. Da, gospa. V redu, hvala. In to naj bi se zgodilo na kovu ladje. Novembra smo prejeli obvestilo, da so z ladje Carnival, ki se je po tedenskem križarjenju po Karibih pravkar vrnila v pristanišče v Miamiju, odpeljali truplo. To je posnetek televizije WSVN. Novinar po imenu Sheldon Fox je bil tam na pomolu in mu je uspelo posneti video, na katerem naj bi bilo prikazano, kako Kepnerjevo truplo odnašajo z ladje po vrnitvi v pristanišče. Njeno truplo so nato odpeljali v urad sodnega zdravnika okrožja Miami-Dade. Obdukcija je pokazala, da je Ana umrla zaradi tako imenovane mehanske zadušitve. Bolj neposredno povedano, naj bi jo nekdo zadavil do smrti. Anin oče je za Daily Mail povedal, da je videl truplo svoje hčerke v kabini, kjer naj bi jo našli člani posadke. Domnevno je bila zadavljena do smrti in nato potisnjena pod posteljo, kjer naj bi bila prekrita z rešilnimi jopiči. Edina druga oseba, ki naj bi bila tisto noč v sobi z Ano, je bil njen brat po očimu oziroma mačehi Timothy Hudson.
Daily Mail prav tako poroča, da je tisto noč, ko je bila Ana ubita, njen polbrat, ki je prav tako bival v sobi z njo in Hudsonom, odšel spat, ne da bi vedel, da je njeno truplo še vedno v tisti kabini. Naslednje jutro je ta polbrat skupaj s Timothyjem Hudsonom odšel na družinski zajtrk, kot da se ni nič zgodilo. In ko se Ana ni pojavila na zajtrku, jo je posadka začela iskati. Takrat so v njeni kabini odkrili tisto grozno najdbo, njeno truplo. Kar se tiče Timothyjeve obrambe, so njegovi stari starši za ABC News povedali, da jim je Timothy rekel, da se preprosto ne spomni, kaj se je zgodilo. Videli bomo, ali bo to del argumentacije njegove obrambe, če bo primer prišel na sojenje. Pomembno je poudariti, da se je Timothy Hudson glede obtožb izrekel za nedolžnega. Danes sodišče ni odločalo o tem, ali je kriv za obtožbe, da naj bi ubil in spolno napadel svojo sestro po očimu oziroma mačehi. Današnja obravnava je bila o tem, ali naj bi Timothy lahko ostal na prostosti, medtem ko primer napreduje proti sojenju. Ko je bil Hudson obtožen kot mladoletnik, mu je bilo dovoljeno živeti pri stricu, kažejo sodni zapisi, in nosi GPS sledilno napravo. Zdaj, ko je primer v postopku za odrasle, so tožilci zahtevali, da Hudsona pridržijo. V pripor. Tožilci so vložili predlog, v katerem navajajo, da pravila, ki so Hudsonu omogočala, da ni bil v priporu, ne veljajo več. In trdijo, citiram, obtoženec je nevaren za druge in bi moral biti v priporu do sojenja. Prav tako nadaljujejo in pravijo, citiram, obtoženec je zagrešil najhujša, najbolj grozljiva in najbolj zavržna kazniva dejanja, ki jih lahko ena oseba stori drugi. Ta kazniva dejanja je zagrešil nad žrtvijo, s katero ni imel očitnih sporov v odnosu in ki jo je bil vzgojen dojemati kot sorojenko. Poleg tega je ta kazniva dejanja izvedel brez kakršnega koli opozorila. Bil je sposoben storiti tako grozodejstva. In kljub navidezno podporni družinski okolici, obtoženec trenutno živi v domu, kjer prebivajo mladoletni otroci. Zato nobeno sodišče ne more nikoli zagotoviti, da bi bili kakršnikoli pogoji ali kombinacija pogojev zadostni, da bi preprečili, da bi bil obtoženec nevaren za druge. Zato bi moral biti obtoženec pridržan. Nedvomno močne besede tožilcev pred to obravnavo o tem, zakaj bi moral biti Timothy Hudson pridržan v zaporu ali mladinskem zavodu pred sojenjem. Zdaj je obramba Hudsona kot odgovor zahtevala, da se obravnava izvede pred istim sodnikom, ki je Hudsonu dovolil, da ni bil v priporu, ko se je soočal z obtožbami za umor v mladinskem sistemu, kar se je zgodilo danes. In v svojem predlogu pred današnjim dnem obramba navaja, citiram, kot sta zadnja 2 meseca nedvoumno pokazala, obstaja kombinacija pogojev, ki jih je mogoče naložiti Timothyju Hudsonu, da se zagotovi, da ne predstavlja nevarnosti za skupnost. Konec citata. Obramba tudi pravi, da je Hudson upošteval vsa pravila svojega sklepa o izpustitvi, ki so bila določena pred približno 2 mesecema. Torej, poglejmo, kaj se je danes zgodilo na sodišču. Z nami je zdaj novinar, ki je bil danes v sodni dvorani v Miamiju, Nick Papantonis z WFTV. Hvala, da ste si vzeli čas. Nick, da ste z nami. Najprej nam povejte, kaj lahko danes izluščimo in kaj to pomeni za Timothyja Hudsona ter kaj se bo zgodilo naprej. Torej, trenutno vemo, da bo Timothy Hudson ostal na prostosti, v bistvu v varstvu svojega strica na zahodni obali Floride. To je delna zmaga zanj, saj sodnik še ni sprejel dokončne odločitve o tem, ali bo pred sojenjem zaprt ali ne. Sodnik je nekako rekel, da želi pregledati nekaj svojih možnosti tukaj. Ne mislim, da obstaja nevarnost pobega. Ne mislim, da je trenutno dovolj dokazov, da bi rekli, da ga moramo takoj pridržati. Vendar to še ne pomeni, da se bo kar izognil priporu, če uporabim ta izraz. Pričakujemo končno odločitev z njegove strani v prihodnosti. In vem, da je bilo to današnje zaslišanje dolgo, približno 2 uri ali nekaj takega. To je zvezno sodišče, zato nimamo kamer v notranjosti, da bi lahko videli, kako se je točno odvijalo. Kakšen je bil povzetek postopka in kako sta obe strani predstavili svoja mnenja o tem, kaj bi se moralo zgoditi? Torej je tožilstvo v tem primeru govorilo največ. Tožilec je zelo strastno povedal, da verjame, da je on nevarnost za skupnost in da obstaja nevarnost pobega. To je bilo, oprostite, resno kaznivo dejanje, za katerega naj bi ga obtožili. Umor in spolni napad. Za oba je zagrožena dosmrtna zaporna kazen. Sodnika je na to večkrat spomnila in ga tudi zelo podrobno spomnila na Anino smrt, ter na nekatere podrobnosti, ki prej še niso bile javno objavljene. Tako je zagovarjala stališče, da ne bi smel biti na prostosti in da bi moral biti zaprt do začetka sojenja, kadarkoli že bo to potekalo.
Obramba je govorila precej manj. Primer so obravnavali. Rekli so, da menijo, da primer temelji na posrednih dokazih. To je nekaj, kar pogosto vidimo pri odvetnikih obrambe, vendar je bil tokrat njihov pristop veliko bolj spravljiv do sodnika in do kakršnekoli odločitve, ki jo bo sodnik sprejel. Zavedajoč se, da v takem primeru, kjer se zdaj pojavljajo dokazi, ki so precej jasni glede določenih vidikov tega primera, jih čaka zelo težak boj. Ampak spet, odšli so vsaj z začasno zmago. In odločitev, ki jo sodnik poskuša sprejeti, je, ali naj Hudson ostane v Miamiju in blizu sodišča, kar si odvetniki želijo, ali pa najdejo kraj v okrožju Hernando ali v regiji Tampa, ki je bližje tam, kjer je ta družina. Zdi se, da sodnik meni, da bi bilo zanj bolje, če bi imel več obiskov družine in več priložnosti za to. Omenil si tudi, kaj se je zgodilo, in jaz sem se na to navezal, da smo izvedeli nekaj novih podrobnosti o tem primeru, ki prej niso bile objavljene. Izvedeli smo časovni okvir, v katerem naj bi Ana umrla. Njeno zadnje sporočilo, ki je bilo poslano iz njenega telefona, je bilo sporočilo prek Snapchata in to je bilo okoli 20:14 na večer njene smrti. Na posnetku varnostne kamere ladje ni bilo zaznanega nobenega gibanja v ali iz kabine med časom, ko je nazadnje vstopila v svojo kabino in v tem časovnem obdobju. Dokler Timothy Hudson ni pomolil glave iz kabine in pogledal v obe smeri po hodniku okoli 22:13. In nato zapustil kabino. In to je bilo to. Bil je zunaj. Nihče drug ni bil v kabini, dokler se približno uro kasneje ni vrnil mlajši družinski član, ki je bil tam približno 30 sekund do 2 minut. Mislim, da je bil to ta časovni okvir. In ta mlajši družinski član je preiskovalcem povedal, da takrat, ko se je vrnil v kabino, svoje sestre ni videl. Ta mlajši družinski član je odšel in se nato vrnil malo po polnoči, ko je bil Timothy spet v sobi. Timothy mu je domnevno za nekaj minut preprečil vstop v sobo, nato pa ga je spustil noter. In ta družinski član je ponovno rekel: nisem videl svoje sestre tam. Prav tako smo izvedeli, da je bil Timothy zjutraj, po domnevni Anini smrti, opažen, kako je hodil po ladji od ene strani do druge, nekako po diagonali. Ustavil se je pri smetnjaku za 22 sekund, nato pa se vrnil v svojo kabino. Tožilci so sodniku povedali, da se je v tem časovnem obdobju Anin telefon povezoval z ladijskimi usmerjevalniki, ker je imela internetni paket za to ladjo, vse dokler ni Timothy prišel do smetnjaka. In ko se je vrnil v svojo kabino, se je Anin telefon še naprej povezoval z usmerjevalnikom, ki je bil blizu tistega smetnjaka. Torej, to je vsekakor zanimiv razvoj dogodkov. Kakšno je bilo vzdušje v sodni dvorani, ko so prihajale na dan te nove podrobnosti? Mislim, ne vem, kdo od družinskih članov je bil še v sodni dvorani. Vem, da smo videli, mislim, da je bil to oče Timothyja Hudsona, ki je bil z njim, ko sta danes vstopila v sodišče. Kakšno je bilo vzdušje, ko so se v tem primeru razkrivale nove informacije? Kakšno je bilo vzdušje tam, ko je vse to prihajalo na dan? Največ čustev je pravzaprav pokazala tožilka, ko je poskušala zagovarjati svoj primer. Družina je slišala, bil je tam oče, imate prav, mislim, da je bil tam tudi stric, ampak ta družina je te podrobnosti že slišala. Prišle so na dan med obravnavo, ko so ga še vedno obravnavali kot mladoletnika februarja. Pravkar smo dobili prepis te obravnave in tako sem to bral, tik preden sva začela govoriti. In videl sem, da so to predstavili bolj podrobno, kot smo slišali danes. Torej, to ni bilo nujno novo in pri njih nismo videli veliko čustev ali reakcij. Videli smo, da si je Hudson nekajkrat obrisal oči, medtem ko je tožilec govoril o elementu spolnega napada v obtožbah proti njemu. Ampak, da smo pošteni, si je ves čas tudi pihal nos. Tako da ni bilo jasno, ali gre za čustva, ali pa je bilo to povezano z alergijami, saj imamo trenutno v Floridi tudi to težavo. Ja, in to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, ker vsakič, ko smo videli Timothyja Hudsona, in to je bilo do zdaj dvakrat, je prvič prišel na sodišču v Miamiju in si je nekako prekril obraz, ko je vstopal v sodno stavbo. In danes, ko si sicer ni prekrival obraza, ampak zdi se, da ima vedno zelo stoičen izraz na obrazu. In pri njem nismo videli veliko čustev. Kaj ti je še posebej ostalo v spominu, ko si bil v isti sobi z njim, glede na to, da je oseba, o kateri smo slišali toliko od novembra lani, ko se je zgodila ta strašna tragedija? Kaj ti je bilo najbolj opazno pri njem, ko si bil z njim v isti sobi?
Mislim, da je ena izmed zanimivih stvari v tem primeru ta, da je bilo danes izpostavljeno, da za takšno situacijo ni sodne prakse. Torej, govorimo o izjemno resnih in iskreno povedano redkih očitkih in obtožbah. Ne toliko o samih obtožbah, ampak o okoliščinah. In potem govorimo o 16-letniku. Najbližji primer, ki so ga lahko našli odvetniki, je bil izpred nekaj let in je vključeval smrt na križarki. In v tistem primeru ni šlo za par odraslih. In torej, ko poslušaš odvetnike in gledaš Hudsona, se zaveš, da govoriš o 16-letniku, nekom, ki bi bil v večini drugih okoliščin še vedno obravnavan kot mladoletnik, ki je, veš, tudi biološko še vedno mladoleten. In govoriš o možnosti dosmrtne zaporne kazni. In tudi če sprejme dogovor o priznanju krivde, ga čaka 30 let zapora. To je bil del argumentacije tožilca, zakaj bi ga lahko štel za begosumnega. In torej, resnost tega, s čimer se ta mladenič trenutno sooča, če bo obsojen in nasploh s čim se sooča, ni nekaj, s čimer bi se srečalo 99% 16-letnikov. In zato imaš, kot nekdo, ki pogosto poroča o sodiščih, s tem težave. Zelo neresnično je govoriti o okoliščinah tega dogodka in na to pomisliti na starost osumljenca oziroma obtoženca. In to je del tega, ko se zdi, da je bil tudi Hudson sam pripravljen na to, kar se je dogajalo. Prepričan sem, da ga je njegov odvetnik opozoril. In njegov odvetnik je dejansko danes zjutraj pristopil iz nasprotne smeri kot on. Tako je uspelo večino kamer prepričati, da bo prišel iz ene smeri, nato pa se je na koncu nekako prikradel za vsemi iz druge smeri. Tega se res ne da izogniti, ko prihajaš iz sodišča. In res so si vzeli čas, preden so prišli ven. So se pojavili precej hitro in poskrbeli, da je bil avto tam in pripravljen, da stopi brez besed. Družina Kepner prihaja iz vašega območja poročanja. WWF-TV pokriva osrednjo Florido in to počne odlično. Veš, in pomislim na družinsko dinamiko, ki je bila prisotna v tej zgodbi, kjer je bila ta sestavljena druži na križarki. In potem imaš še, veš, skrbniško zadevo, ki se je odvijala s Chantal Kepner in informacije, ki smo jih izvedeli iz tega. Kako je bilo zate poročati o tej zgodbi in nekako poročati o različnih delih družine, na katere je vplivalo to, kar se je zgodilo na tej ladji? O tem lahko govorim le do določene mere. Imamo še enega novinarja, ki je imel več opravka z družino kot jaz. Ampak bilo je nenavadno v določenem smislu, saj je veliko podrobnosti, ki smo jih izvedeli že na začetku tega primera, prihajalo prav iz te družinske dinamike. In kot novinarji smo morali biti pri tem previdni, saj je bilo veliko obtožb, ki so krožile naokoli. Veliko stvari pa ni bilo potrjenih. Nimamo nobenih dokazov, ki bi jih podprli, vendar prihajajo iz družinskega sodnega spisa, kar je samo po sebi nenavadno. In to je nekaj, na kar se kot floridski mediji pogosto ne osredotočamo. Temam družinskega sodišča običajno ne posvečamo toliko pozornosti. Ampak lahko vidiš nemir znotraj družine že samo zaradi vloženih dokumentov, saj ni bilo pravega truda, da bi prikrili, kaj se dogaja. Tako smo izvedeli, da je bil Timothy Hudson osumljenec v tem primeru že od prvih dni. Tako je bilo to za nas nenavadno. Ali je bilo kakšnih znakov, in vem iz prejšnjih intervjujev, da je na strani družine Anne Kepner njen oče rekel, da ne bo na sojenju Timothyju Hudsonu, da tudi njegova žena, Timothyjeva biološka mama, mislim da, kaj ne, tudi ona ne bi bila na sojenju. Ali je bilo danes kakšnih znakov, da so bili tam oni ali kdo iz družine Anne Kepner? Nisem videl nikogar, ki bi izstopal kot družinski član. Nikoli jih nisem srečal osebno, ampak ko so pripeljali ljudi v sodno dvorano, so jih pripeljali v določenem vrstnem redu. In ko so poklicali družino, je vstopila samo ena stran. Tako da, ja, videl sem samo na Anini strani, večinoma so bili tam novinarji, sodno osebje in zdelo se je, da tudi nekaj pripravnikov. Na Timothyjevi strani je bilo nekaj novinarjev, vendar se je zdelo, da je tam veliko več družinskih članov, ki so ga podpirali z njegove biološke strani. In zdaj, ko je sodnik sprejel to odločitev, nekako odločitev, da bo sprejel odločitev, kaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo naslednje v tem primeru? Torej, kar se bo zgodilo je, da sodnik trenutno naroča maršalom, naj poiščejo ustanovo, ki bi bila primerna za pridržanje Hudsona na območju Tampe, natančneje v okrožju Hernando ali nekje blizu tega, kjer njegova družina trenutno živi. Že so odobrili ustanovo v okrožju Miami-Dade, kjer ga bodo nastanili. In oba odvetnika sta sodniku jasno povedala, da bi raje videla, da bi bil nastanjen v okrožju Miami-Dade. Ampak sodnik je menil, da bi bilo bolje, oprostite. Sodnik je menil, da bi bilo za Hudsona bolje,
če bi imel dostop do svoje družine. Tako bodo maršali, ko bodo imeli možnost, preverili, ali obstaja ustanova v Hernandu ali okoliški okrožji, ki izpolnjuje vse pogoje za njegovo nastanitev, kar vključuje tudi nastanitev z mladoletniki, ki jim prav tako sodijo kot odraslim, a še niso bili obsojeni. Del odredbe bo verjetno tudi ta, da ne bo dovoljena samica, torej mora biti v okolju, kjer je lahko nastanjen v skupini. In če se najde primerna ustanova, nekje med Hernandom, Tampo, celo območjem Sarasote ali Ocalo, ki je bliže našemu območju in pokriva tudi trg Orlanda, bo moral sodnik sprejeti odločitev. Ali bo ustal pri tem, kar je povedal na tej obravnavi. In na eni strani dejal, da se ne zdi, da bi bil begosumen in da se, tako rekoč, do zdaj ni nič zgodilo, odkar je bil izpuščen teh nekaj mesecev. A hkrati morate to uravnotežiti z zelo resnično možnostjo, da je obtožen umora svoje sestre po očimu ali mačehi, kar se je zgodilo brez opozorila, kot je tožilka danes večkrat poudarila. Torej bo moral sodnik sprejeti to težko odločitev, ali naj zahteva, da ga pridržijo, oziroma odredi njegovo pridržanje ali ne. Sodnik je na neki točki dejal, da če bi šlo za nekoga starejšega, če bi bil nekdo star 20, 22, 24 let, bi bila ta oseba trenutno v priporu. In tukaj je odločilni dejavnik starost in predvsem količina virov, ki jih ima Hudson na voljo. Nima avtomobila, nima veliko denarja. Star je 16 let, kaj ne? Torej nima možnosti pobegniti, kot bi jo imel kdo drug. Ja, ne, in kot si prej rekel, mislim, da je to zelo edinstven primer iz več različnih razlogov. Preprosto tragičen primer, ki ga bomo še naprej spremljali. Nik Papantonis, WFTV. Hvala, da ste si vzeli čas in bili z nami na Law and Crime. Cenimo to. Ni problema, najlepša hvala za vaš čas. Pridružuje se nam, da bi razčlenil to odločitev, nekdanji zvezni tožilec in predsednik West Coast Trial Lawyers Nima Ramani. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Zanimivo se mi je zdelo, da je sodnik danes rekel nekaj v smislu, da če bi bil Timothy Hudson star 20 let, bi bil pridržan. Ampak ker je star 16 let, lahko zapusti zvezno sodišče v Miamiju. Do zdaj še vedno ni v priporu pred sojenjem. Kaj menite o tej odločitvi? Chris Stewart, hvala, da ste me kot vedno povabili. In veste, v našem zveznem kazenskem pravosodnem sistemu ni veliko pregonov mladoletnikov. To se običajno dogaja na državnih sodiščih. Očitno gre v tem primeru za umor na križarki, zato ima zvezno sodišče pristojnost. Lahko pa vam povem osebno, naprimer, sam sem poslal več kot 1000 ljudi v zvezni zapor in se ne spomnim, da bi kdaj preganjal mladoletnika. Torej je veliko postopkovnih korakov, skozi katere moraš iti, da obtožiš mladoletnika. Očitno boš v primeru umora to zagotovo naredil. Ampak razlog, zakaj to govorim, Chris, je, da kar se tiče maršalov v ustanovah, preprosto ni veliko možnosti za nastanitev mladoletnikov, kot jih je na sodiščih zveznih držav. Kaj meniš o tem? Kako se zvezni sistem zdi, da ravna s Timothyjem Hudsonom? Ker po eni strani je star 16 let, torej je biološko gledano mladoletnik. Ampak hkrati je obtožen nekaterih grozljivih zločinov. In razumem, zakaj tožilci pravijo, da bi lahko bil nevaren, glede na to, česa je obtožen, in zdi se, da imajo močne dokaze za to. Bomo videli, kako se bo to razpletlo. Ampak zdi se, da gre za neko ravnovesje. Ja, je mladoleten, a hkrati mu sodijo kot odraslemu. In brez dvoma. Govorimo o posilstvu in umoru sestre po očimu ali mačehi, kaj ne? Težko si predstavljamo kaj hujšega od tega. Torej, ni dvoma. Običajno bi nekoga tasega imeli za nevarnost za skupnost in bi ga pridržali, brez vprašanj. To bi bil primer, pri katerem velja domneva pripora. Običajno bi pričakovali, da bi obramba celo pristala na pridržanje, ker je to tako samoumevno. Mislim, da če bi imel sodnik več jasnosti in bi vedel, kje bo nastanitev, in če bi zvezno tožilstvo prišlo in reklo, poslušajte, govorili smo z maršali, govorili smo z vodjo tega zavoda, bil bo izoliran od splošne populacije. Ne bo skupaj z odraslimi moškimi zaporniki ali pridržanimi, ki čakajo na sojenje. Mislim, da bi to verjetno zadostovalo. Mislim, da sodnik ni bil zadovoljen. Poglejte, tožilstvo lahko vedno zahteva pripor in zahteva, da se zadeva ponovno obravnava. Mislim, da je bil sodnik preprosto nelagoden, ker ni bilo jasnega kraja namestitve. Očitno je obramba podala nekaj argumentov v smislu, glejte, tukaj je nekdo, ki živi pri svojem stricu, ki prej ni spal in ki se je udeležil vseh prejšnjih sodnih obravnav. Mislim, da to ne bi prevesilo tehtnice, če bi zanj obstajala ustrezna namestitev. Ja, to je bilo moje naslednje vprašanje. Čigava odgovornost je v takšnih primerih?
Ker bodo zdaj iskali in poskušali najti kraj, kjer ga, veste, niso želeli dati v priporni center okrožja Miami-Dade, kjer je obtožen, ampak morda najdejo nekaj bližje obali Mehiškega zaliva na Floridi, odkoder izhaja. Čigava odgovornost je, da to delo opravi naprej, da pride in reče: verjamemo, da je to ustanova, ki ga lahko sprejme takoj in tukaj bi lahko bil. Torej sta v kazenskem postopku v smislu odgovornosti za posameznike pravzaprav dva dela. Na začetku primera, preden pride do priznanja krivde ali obsodbe na porotnem sojenju ali sojenju pred sodnikom, so zaporniki ali pridržani v varstvo ameriških maršalov. Predobravnavna služba so prav tako vključene v ocenjevanje tveganja in podajanje priporočil. Toda to sta ti dve enoti, ki upravljata s posamezniki. In razlog, da so odgovorni, je zagotoviti, da pridejo na sodišče in se z njega vrnejo. Torej so to posamezniki, ki se ukvarjajo s pridržanjem ali prevozom pred priznanjem krivde ali obsodbo. Ko pride do tega priznanja, potem zadevo prevzamejo drugi posamezniki, to sta uprava za zapore, BOP in ameriška probacijska služba. Torej to so posamezniki, ki so vključeni. In zato, čeprav sodniki dajo priporočila, na primer za določeno lokacijo, lahko BOP dejansko premesti kogarkoli, kamorkoli po državi, glede na razpoložljivost, varnost, prostor in podobne stvari. Torej trenutno so res maršali tisti, ki morajo zagotavljati informacije uradu zveznega tožilstva. Vse to poteka pod okriljem Ministrstva za pravosodje, da se zagotovi ustrezna namestitev do začetka sojenja. Ste presenečeni, da je lahko odšel glede na to, zakaj je obtožen in da mu zdaj sodijo kot odraslemu? Vas je presenetila ta odločitev sodnika? Bil sem presenečen nad to odločitvijo. Razumem odločitev in samo negotovost. Mislim, da je obramba tukaj dobro opravila svoje delo in izpostavila to negotovost. Sodnik je posebej povedal, da če bi šlo za odraslega, ne bi bilo nobenega vprašanja, bil bi pridržan. Torej, če verjamete, da je ustrezno kazensko preganjan kot odrasla oseba in da je to pravno utemeljeno, potem menim, da bi moral biti tudi pridržan do sojenja. Veste, pridržanje ni primerno, kadar nekdo predstavlja nevarnost pobega ali nevarnost za druge. Glede nevarnosti pobega ne morem zares govoriti. Nisem prepričan, da ta nevarnost obstaja. Vsekakor pa obstaja veliko dokazov, da predstavlja nevarnost za skupnost. Ena od stvari, ki jih je izpostavilo tožilstvo, je, da živi v hiši z dvema drugima mladoletnikoma. Mislim, da je to lahko potencialna težava. In res je, da predstavlja tveganje tudi za druge ljudi, ki so v tej hiši. Ja, ker to je tisti del, kjer danes pomislim na tožilce. In iz tega, kar razumemo iz pogovorov z ljudmi, ki so bili v sodni dvorani, je bilo tako, veš, govorili so o tem, kako tožilci poudarjajo, kakšno nevarnost predstavlja. In predstavljajo vse te podrobnosti iz primera. In mislim, da smo zagotovo že prej šli skozi to, zakaj je obtožen. In samo sprašujem se, če si tožilec in, tolčeš po mizi, da je nevarnost za javnost, potem pa sodnik reče, no, če bi bil star 20 let, bi ga zagotovo zadržal v priporu. Kaj več bi lahko tožilci še naredili, da bi ga pred sojenjem zadržali za zapahi? Mislim, da bi morali tožilci narediti nekaj drugega. Seveda to govorim kot nekdo, ki gleda za nazaj, kot general po bitki, kakorkoli že temu rečete. Prav, gledano za nazaj bi morali res imeti pripravljeno namestitev, da bi jo lahko predstavili sodišču. Poglejte, tukaj bo zadržan, tukaj bo varen. Ne bo žrtev nasilja, ker vemo, da je to zagotovo mogoče. Če bi to imeli na način, ki bi sodniku res dal mirno vest, mislim, da tega pogovora ne bi imeli. Verjamem, da bi bil pridržan. In potem, ko pridemo do nekaterih stvari, o katerih smo že malo govorili v tej zadevi, in nekaterih edinstvenih značilnosti te zgodbe. In govoril sem z novinarjem, ki je bil danes v sodni dvorani in rekel je, da je sodnik, mislim, da na eni točki, omenil, da na tem področju res ni veliko sodne prakse. To je zelo edinstven primer, ko pomisliš na 16-letnika, veš, in na to križarko. Veš, mislim, da je bil edini prejšnji primer, ki so ga lahko omenili, primer odrasle osebe, ki je bila obtožena nečesa podobnega, kot je zdaj obtožen Timothy Hudson. Ali je v tvoji zgodovini kaj, na kar se lahko spomniš, kar bi bilo primerljivo s tem, s čimer se zdaj ukvarjamo? In ko imaš opravka s primerom, kjer morda ni veliko precedensov iz preteklosti, kako to vpliva na potek postopka? Ja. Sodniki imajo običajno veliko diskrecije, ko gre za določanje varščine. Gre za standard zlorabe diskrecije. Če želite to izpodbijati na pritožbi na prizivno sodišče 11. okrožja, na primer, so te odločitve pogosto sprejete strani magistratnih sodnikov. Zdi se, da je v tem primeru odločitev sprejel okrožni sodnik, ker gre za tako resno zadevo. Ampak imaš prav, Chris Stewart.
Ni veliko precedensov, ker to preprosto ni tako pogosto. Obtožba zveznega umora ni pogosta. Običajno ta administracija to počne veliko pogosteje, še posebej v državah, kjer menijo, da ni smrtne kazni ali so tožilci preblagi do kriminala. Toda običajno se umor obravnava na sodišču zvezne države. Pregoni mladoletnikov zaradi nasilnih kaznivih dejanj, ti se obravnavajo na sodišču zvezne države. Tako da teh primerov ni veliko, ker običajno ni zvezne pristojnosti, ali pa je bolj primerno, da primer obravnavajo državni organi pregona, policisti, šerifi, detektivi, ki preiskujejo primer, da je to primer v pristojnosti zvezne države. Veste, kar naredi ta primer tako edinstven je kraj, kjer se je umor zgodil, dejstvo, da se je zgodil na križarki. To je pravzaprav edini razlog, da govorimo o tem, da je ta primer na zveznem sodišču. Ne vem, kakšna bo obramba Timothya Hudsona, če in ko bo šlo to na sojenje. Vemo pa, da so njegovi stari starši povedali, prav tako nekateri drugi družinski člani, da pravi, da se preprosto ne spomni, da je izgubil zavest. In vem, da sem ti to vprašanje že postavil, ampak ker sva spet pri tej temi, če bi bila to obramba, ki bi mu dejansko lahko koristila, kaj bi moral takrat dokazati? Mislim, ali je sploh kaj, kar lahko dokažeš z obrambo, preprosto se ne spomnim. Ker vem, da to običajno v preteklosti ni bila zelo močna obramba na sodišču. To je zelo težka obramba. Chris Stewart, mislim, porotniki tega ne kupijo. Ampak to bo tako ali tako težak primer za obrambo, kaj ne? Mislim, pogosto v primeru umora veš, da to nisem bil jaz, ne? Nekdo drug je to storil, obramba skriv do tretje osebe. Veš, onda ste edina človeka v tisti sobi. In dejstvo, da je prišlo do spolnega napada in verjetno obstajajo dokazi o tem spolnem napadu, zelo otežuje izpodbijanje na podlagi namena. In to je tisto, kar obramba tukaj počne, kaj ne? Pravijo, poslušajte, to se je morda zgodilo, vendar je ni namerava ubiti. No, tu sta davljenje, zadušitev. Mislim, da bo težko, zelo težko. In potem, veste, druge stvari, o katerih govorimo, samoobramba in podobne zadeve, veste, uboj, afekt. Mislim, da ga bodo njegovi odvetniki seveda na nek način branili. To se mi zdi kot nekakšna obramba v slogu zadnjega obupanega poskusa. Morda je to res edina obramba, ki jo imajo, ker preprosto ne sodi v druge kategorije. Morda boste videli kakšen dogovor ali olajševalne okoliščine, če ima res duševne težave, vendar v takem primeru zagotovo ne bo odkorakal svoboden. Resnično je edino vprašanje, ali bo kdaj v življenju dobil pogojni izpust ali v zveznem sistemu pogojno kazen, kaj ne? Je to nekaj kot izpust pod nadzorom, nekaj takega v prihodnosti. Ne vem, ker bo zelo težko, glede na to, da nimamo samo umora, ampak imamo tudi spolni napad. In veste, mislim na današnjo odločitev, ki jo je sprejel ta sodnik. In pomislim na komentarje pod tem videom, kjer ljudje pravijo, zakaj ga preprosto ne vržete v zapor okrožja Miami-Dade? Zakaj nas to sploh tako zanima? Veste, to bodo ljudje rekli glede na to, zakaj je obtožen. Če bi sodnik sprejel tako odločitev in bi se Timothyu Hudsonu kaj zgodilo, kako bi lahko kakršnakoli napaka v tem delu vplivala na pritožbeni postopek kasneje? Ja, mislim, sodnik res ne more sprejeti odločitve. O tem sem govoril, ko je šlo za namestitev v BOP. Sodniki lahko rečejo marsikaj, ampak mora biti nek dogovor med, veste, maršali in tisto določeno ustanovo. Mora obstajati pogodba, kaj ne, to vidimo ves čas. Veste, na primer, ko ICE ostane brez prostora in sklene pogodbo z lokalnimi ali zasebnimi zapori, da zadržijo posameznike, medtem ko so v postopku odstranitve. Ampak ni tako, da bi lahko zvezne oblasti preprosto vstopile v, veste, okrožne zapore in prevzele nadzor. To bi bilo lahko prevzemanje pristojnosti. Obstaja ta, veste, vprašanje delitve oblasti. Torej, to ni nekaj, kar bi sodnik lahko odredil. Sodnik lahko sprejme odločitev le na podlagi tega, kar mu je predstavljeno. Kar pa zadeva navodila izvršne veje oblasti in še posebej okrožju, kje naj nastani zapornike, bi bilo to neprimerno in bi resnično presegalo njegova pooblastila. Nima Romani, nekdanji zvezni tožilec, predsednik družbe West Coast Trial Lawyers. Vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime. Zelo zahteven primer, vendar cenimo vaše strokovno znanje o njem. Hvala, Chris. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyu. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.